To je Radio 1 podcast. Spoštovana Slovenija, dober večer v King družbi in vedno vprašava naše goste enako vprašanje. Tako je, povej, kdo si in kaj počneš. Pozdravljeni, sem Miranda iz Miranda bara v Sevcah. Tisočim poznana, pa morda komu tudi nepoznana. Zato vas že zdaj vabim, tiste, ko niste bili, pridite, boste videli, kako veliko srce imamo, kako je lepo pri nas, energično, energije, žara, veselja in še in še. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Zdaj tako, Miranda, ti si dejansko legenda. Leta 2000 najkelnarca Slovenije, pri tebi so bili vsi, ki kaj pomenijo in ne pomenijo. Nekateri pomenijo samo zate, nekateri pomenijo širše v slovenskem ali pa svetovnem, političnem, športnem in še kakšnem gospodarstvenem prostoru. Dej nam povej za začetek, kako se vse skupaj je začelo. Miranda bar, kako da si se odločila takrat odpreti to v Sevcah? Mogla sem se odločiti. Nekaj sem se mogla odločiti. To je bilo v meni, ne? Odprli smo, to je bilo še pod Jugoslavijo. Štartala sem, otroci so bili majhni, družina. In tisti dan, ko smo pač odprli, ni bilo več premora od tistega dneva naprej. Takrat je bilo polno oficirjev iz cele juge, tam pri Mirandi so imeli, tako rekoč so govorili, štab. Ja. Bila je vrsta za ven in za noter, takih lokalov ni bilo, govorili so, da je tu kao Teksas pri Mirandi in tako. Takrat sem tudi sama bila kelnarca. In smo se borili, smo se začeli boriti in vsako obdobje potem je bilo pač, je prineslo svoje, ne? Ampak zakaj je bil to Teksas? Zakaj so hodili ljudje radi tja? Zato, ker je bil to poseben lokal, jaz takrat nisem niti razmišljala o tem, ne? Ker je bil to drugačen lokal, kot so lokali, ki se odpirajo zdaj in zapirajo in tako dalje. Je imel neko posebno energijo, vsak človek, ko je prišel noter, smo ga znali zadržati, smo znali narediti iz njega tako, da mi je bilo lepo, pa tudi nam posredno, ne? Ok, in glede na to, da so poleg oficirjev predvidevam prišli tudi kakšni vojaki ali ne? V bistvu niso imeli mesta, ne, ker je bilo polno je bilo oficirjev, no. Vojaki so prišli recimo samo takrat, kada so imeli te vojaške vaje, ne. Ja? Ko so lahko. Takrat, ko so lahko, ali pa so bili civilni vojaki, ne. Torej, lahko rečemo, da Mirando pozna cela Jugoslavija. Ja, 3/4 pa res, no. 3/4 Jugoslavije. Miranda, ti si boje organizirala ta glavne žurke, največje koncerte v širški regiji, zdaj smo ti dali gor slušalke. Sodelavka Jana Morel nam je povedala, kako te ona vidi. Miranda je cela ena anekdota, ona je sinonim bila vedno za dobre žurke. Se pravi, ker sem jaz hodila v srednjo šolo, je prirejala rock žure, ki so bili praktično na sporedu vsakih 14 dni, dajmo tako reči. In pri njej so za moje pojme začeli svojo kariero. Bigfoot mama, Pero Lovšin je bil tam stalni gost, posebej bil včasih Divji kojoti, če se kdo to z tega spomne. Hladno pivo, mimogrede, ki je bil moj prvi koncert. Tam se je vsak ustavil, ki je tudi konec koncev neki veljal. Recimo, ko prideš k njej v lokal, imaš po stenah slike s vsemi predsedniki od Pahorja, mislim, da je imela Kučana tudi. Vsi so bili tam, no, tako ne glede na barve in pripadnost. Je pa vse v rdečem, obožuje črno-rdečo barvo in je prav ena taka, kako ne rečem, primorska kelnarca, ta prava, ampak ona je bila več kot to. Miranda, kako so štartale te žurke? Ti si vabila te bende in to je pokalo in sekalo. V bistvu moram povedati, da jaz sem bila bolj ime kot organizator. Ja? Organizator je bil, čudovit organizator je bil moj sin, no? Aha. Ki je tak, ki je zdaj vodi ta lokal tudi, ne ta lokal, to ni lokal, to je zgodba. Ne? To je družina. To je družinska zgodba, ker lokal je premajhna beseda. Ne? To je širše. To je širše, ja. No, on je to, jaz sem pač bende, sem se jaz dogovorila, vse drugo organizacijo in priprave in sploh, to je bilo pa njegovo delo. In res, da nisi imela vstopnine? Ne, nikoli. Pa kako se to pokrilo? S pijačo? Mi ne živimo samo za denar.
Ja. Ne? Za Smo že dobro voljo, najdli za nekaj, žurko. smo že Ja. najdli nekaj, da smo tu vse poravnali. Dobro, v glavnem, tisoče in tisoče ljudi hodili so k tebi, ne vem, prej sem pogledal na kratko, Martin Strel, Grims, Perolovšin, Šarec, Pahor, Fajonova, Rop, Zorman, Jelinčič in mnogi drugi. Tu so samo zdaj. Ja, zdaj na zadnje. samo zdaj na zadnje. Ja, ker če smo zdaj naštevati, bomo tukaj 3 dni, pa nimamo časa. Kdo je pustil največji vtis? Koga si tako najbolj zapomniš? Ja, vsak po svoje. No. Najbolj se zapomnim tistega, ko mi je malo po srcu se grelo. Ne, Ja, ne in? samo zaradi. Ja, Kdo malo. je najbolj se grel? Jih je kar nekih, no takih. Ne bom, A ne boš zdaj izdala? Ne bom izdala. A vse za začetnice, kratice. Ma ne bi, je dosti tega, veš. A samo primek. Sem Je ne vem. pouhnil, sem tudi jaz taka vroča in tako. Ja, navihana in vroča, tudi jaz. Amen, Ja. dobro. In ni važno, če je iz leve ali pa iz desne politike, vsi so dobrodošli v Miranda Baru. Ne? Vsi, bogati, revni, obični ljudje, visoki, vse isto sprejmemo in vsi se isto tudi vračajo. Pa ne samo oni, vsi njihovi prijatelji, sorodniki in tako pele to naprej. No? Dobro. Sicer- Koncerti si imela po par tavžent ljudi, kako to sprejemajo sosedi? Ne, v Selcah? take sosede, ko imamo pa mi, jaz bom rekla, ali pa mi, jih nima pa nikjer na svetu, nobeden. Si predstavljam, da Res. ko začne Nikoli žurka, da to traja, ne? Ja, do zjutraj, pa se tudi, če ni bilo žurk, mi smo imeli urnik do jutranjih ur in se zmeram, se veste, z avti gasa, motorčki gasa, tisti biljard je zmer nabival, pa so bili okoli tudi otroci majhni in vse, nikoli se nobeden ni prišel pritožiti. Neverjetno. Pa vem, da je po teh koncertih, se veste, so bile rože poteptane, mrske je bilo po scanu, bla, bla, bla. Nikoli nobeden se ni prišel pritožiti. Ma si naredila kdaj kakšno žurko za sosede? tako si Nikoli. se Hvala, nikoli. Ne, pomaham tako pri strani, ko ima kdaj kakšen rojstni dan. In to je to. Ne, sem kakšno pijačko, čestitamo. Resno. Kaj lepo. Neverjetno. Bravo sosedje. Ja, res. bravo, Bravo, hvala. sosedje. Saj poklon. sem se jim doskrat zahvala, ampak sam zahvala tu pač več, kaj če me več narediti. No. In povabiti na Takih žurko. sosedov ni, no. Ko pride predsednik, a si on plača pijačo ali Miranda časti? Ne, on je tev plačati, sam ni variante, da kakšen plača tak pri nas. Ja? Ne. Kaj pa za vse varnostnike, ki pridejo zraven? Vse bojo pili za stojni jeli. Jaz sem ustanovil društvo, postal predsednik društva in pridem jaz in ti. Nisi moj problema. varnostnik. Tudi vi boste pogoščeni, sam pridite. Miranda, res legenda. Kaj pa mogoče, ne vem, kakšen tuji znan človek se je kdaj ustavil? O, ja. Ja, kdo? Tudi smo imeli, imamo eno tako lepo klet, ki jo je sin lepo predelal, stara klet. Ne? Ja. Tudi varovanja so imeli, pohnu takih visokih ljudi je bilo. Ne smeš po imenih. Ma ne, zakaj bi tu Zakaj zdaj bi? govorila? Mislim, Ampak- Dončić je že prišel. Ne, Dončić ne, Ata od Dončića pa ja, no. Ven. Dončić pa ni. Miranda, kaj se je zgodilo z Bigfoot mamo, pa je, da imaš svoj vrsten rekord, ko so dosegli prvi vrhunec slave, je tebi uspelo nekaj neverjetnega. Ja, uspelo mi je, da so prišli tisto leto 2-krat špilati v Sevce, v Mirandi. V kolkem Miranda cajtu? Bar. V enem dobrom mesecu. Torej, Recimo, juni. Juni pa julij, no. Ja? Ja. In obakrat je bilo nabito polno. Nabito. Znotraj, zunaj, vse posod. ne? Vse posod, ja. No, dobro, ko si imela te velike koncerte, si postavila ven še jurčke, si nabavila druge ljudi. Kdo ti je prišel pomagati? Kje si Seveda, dobila imeli te? smo pa 10-12 punc, ki so zunaj stregle. Pri enem šanku, dolgmu, potem je bil pa še en jurček, pa od zadaj smo imeli tudi, ki imamo en kozovc tak, tudi zadaj je bilo zadeva, je bila pijača, hrana in tako dalje. Torej si To je povzročila vse Simon organiziral, jaz nisem nič tega, tvoj sin, ne? nisem niti vprašala, ne neč, on je perfekcionist, kar se tega tiče. Veš, kaj me zanima? Lahko nekaj vprašam. Ja. Kaj, te punce, ki strežejo, to jih ti zbiraš ali Simon zbira? Kako to? Ne, punce lahko rečem jaz, da jaz zbiram, ampak v tem primeru... Imaš kakšen kriterij? Je lahko vsaka kelnerca pri tebi? Ali moraš Ne to... more biti vsaka kelnerca, no. Ne se bo Vsaka vprašal. ne. Ja. Pa se je točno vedelo, katera bo. Če je kakšna lušna punca taka, tu je prišla k nam delati. Recimo, ne? ko prije k tebi, ko jo vidiš, rečeš, aha, jo spregovoriš kaj z njo, kaj vprašaš, imaš kakšno vprašanje? Tako vprašam in začutim. Recimo, kaj vprašaš? Začutiš. Ja, Aha. začutim jo, ja. Aha. Glavno vprašanje za tvojo novo kelnerco? Se jo začutim, pred kaj je, ne? Ja. To je vidi, Začutim ko do dušo, stopi jaz notri. sem en kos psihologa. Tako Ja, v da- tolikih letih bi Ja. rekel. Pa je, da Miranda kljub 40 letom gostinstva ni nikoli pila oziroma kadila.
nisem rabila, ker sem bila drugače navihana in lumpasta, tudi brez alkohola in brez opojnih stvari takih in tako dalje. No, govorili smo o koncertih, kolegica Jana Morelj je povedala tudi to. Stopnine nikoli ni bilo, mi smo vedno tja prišli s polnimi nahrbtniki okrepčil in ta okrepčila so zmanjkala in potem smo še k njej na šank. Enkrat je bilo mal gor, drugič mogoče mal dol, odvisno, koliko si mal preplačal, ampak na koncu je bilo vse fert. Ja, tako, na koncu se je vse poravnalo. Za 50 let pa so ti organizirali neverjetno žurko. Ja, za 50 let so moji otroci, sin, prav organizator, je naredil pa, mislim, tak spektakel, ko če se ga ne vidiš, ne moreš verjeti, no. Res. Delalo je 58 ljudi. To je bilo kdaj, prejšnji teden, kdaj sem imela to? Ja, je že prav. 58 ljudi, je bilo par sto ljudi zadaj, tam, ko imamo zadaj v Kozovci, povabljenih, na tej strani so bili pa ne povabljeni. Sicer bi moglo biti toliko obratno, ne? Ker na tem šanku, ta velikem, so bili vsi tisti, ki so hodili pit k nam, tam so bili pa izbrani taki gospodarstveniki, ministri, bla, bla, bla in tako dalje, ne, se veste. Ampak en krog ljudi je pač treba narediti, ki paše skupaj, ne. Tako. Potem zadaj so bile tudi mize s hrano, je bila ena miza za 350 ljudi, 42 vrst hrane, hladno topli bife, pa so bili roštili, pa ražni, pa torte, pa narezki, pa in sploh, no. Koliko bendov je prišlo za tvojega Abrahama? Je bilo 6 ansamblov, pa trubači, jaz sem bila na sredi, med trubačem, okoli so bile kamere, 3 televizije so snemale, pa 5 novinarjev časopisnih je bilo. To je vse prikazano, tudi po televiziji so vrteli. Ja. Si bila vesela? Ali je bilo preveč? Ne, nikoli ni bilo preveč. Vesela. Ne vem, če je tu mislim, če je tu zadost velik vzdevek vesela. Ti je bilo lepo, si se počutila dobro, si se počutila ponosna. Ponosna, polna, mislim, ne vem. Ne vem, kako ne opišem, no res. Koliko ljudi je prišlo? Približno. Tako, tam pač so pisali te novinarje in tako, da jih je bilo čez 3 ure, na 2500 pa jih je bilo, no. Amen. Bodimo egzaktni. Ja, neponovljivo je to. No, jaz sem rekla, da če bi vsakmu danes dala 500 evrov v žep, pa rekla, pridite pa še enkrat, naj se to zgodi, nikoli. Nikoli. Noro. Miranda, tvoj sin zdaj vodi vse skupaj, ti si tam šefica, ampak... Ne. Lasnica? Ne. Kaj pa si? Jaz sem ena maskota tam, tako rečeš. Jaz nisem mogel reči tebi, da si maskota. Torej, ti si prejš dan se pojaviš. Mi tako delamo skupaj že dolgo, že od nekdaj, ne, recimo, ampak zdaj on vodi tu že kar dolgo časa in ne vem, če sem si zaslužila to srečo ali se nisem, da je to prevzel tale legendarni lokal, no, kar je tudi res. Da imam takega vodjo, takega sina in recimo gospodarja, kot je on. Meni ni treba niti nič, sploh niti misliti. Vse, kar naredi in skozi dela in skozi se obada z ljudmi in govori, ima apartma in z družino, ima majhne otroke in z ljudmi, ker je z njimi skozi zgodbo, zna povedati 1000 stvari, recimo, ne. On je rastel s tem lokalom in bil s tabo cel čas? Rastel, skozi. Mali, točno se pozoval, vedno, kaj se dogaja. Ja. Kdaj boš šla pa Miranda v penzijo? Jaz sem že dolgo v penziji. Mislim tako, da... upam, da ne še dolgo, no. Ja. Ko smo poslušali pesmico, je najbolj pogosto vprašanje v lokalu, ko kje je Miranda? Ja, seveda, zato, ker jaz imam tam, jaz pa navadi sem skozi tam, ne, če pa kam krenem, recimo, nevažno, ali na vrt, ali v trgovino, ali zdaj imamo vnučke, mislim, še s tem sem obdarjena, res, ne pa čuvam, uživam v njihovi bližini, nič ne čuvam. Tako, pa slučajno, če me ni, pa pridejo ljudje pač od vse posod, ne? Veš kaj, imam idejo, lahko to celo naučite. Postavite eno televizijo, ki je samo v Miranda baru in ti imaš telefon, kamero in se snemaš. Ko vprašajo, kje je Miranda, požgejo televizijo in vidijo, samo botegi, kupujem gate. Ne, veste kaj, imamo pa od zunaj en kip, ne? Ja.
tudi tako v takem stilu, ko sem jaz, močnem, ne, mislim. Aha, široko. Persona, ja, vse tako. Ja. Kelnerca, ne, kip kelnerca in tako. Pa prvo pozdravijo tam za vsak slučaj, ne, pa se tam slikajo, če me slučajno ne, pa tako. No, lepo, Ja. tako da imajo eno oporno točko. Ne? Ja, vsaj nekaj, no. Črno-bela barva. Mislim, rdeče črna barva, tvoj sinonim odvedno. To je pa moja zaščitna barva že odvedno, ja. Zakaj? Zato, ker čutim jaz to barvo, mislim, polhna je energija, ljubezne, črne pa malo, zato da malo vse tu pomiri, ne, da ni preveč vse v luftu. Da v bistvu je ravnotežje. Ja. Ravnoteže, ja. A je možnost, da bomo doživeli še kakšen veličasten, ogromen koncert za kakšno tvojo naslednjo obletnico ali kaj Ja, takega? tudi je možno, ja. Ja, da se ta Je. Sevška cesta, da se zapre. Jaz sam čakam na namig našega novega gospodarja, ne gospodarja, bi rekla boštirja, no, Ja. Simona, kdaj bo on kaj namignil, pa bomo naredili. Dobro. Ja. Se kakšna okrogla približuje? Čakaj, Miranda, kdaj si rekel, da je nastal lokal? 84. Aha, lani je bilo torej obletnica. Ja, ja. Niste imeli kakšno žurko? Neč nismo imeli, smo pozabili. Eko, treba narediti. Treba počasi narediti. Bomo naredili. Miranda pravi, ne me naslavljati z gospo, ker Ja. tega noče. Ne. Ti si še mlada. Ma ne mlada, zato je jaz Miranda, sem, dobro, če počutim maskota. Miranda, ja, Miranda, kakšna gospa. baš te. Dobro, Miranda. Dobro. Pri Mirandi so bili mnogi politiki, športniki, gospodarstveniki, a je kdo, ki si ga želiš, pa še ni bil pri tebi? Koga zdaj lahko povabiš, ja? Ja, ko študiraš, recimo, kdaj, ma zakaj pa ta še nikoli ni prišel, tam je pa všeč, pa ga še ni bilo pri meni. Ma, verjamete, da sploh ne študiram na to. Ne? Ne. Kar prej Doskrat me vprašajo, recimo, zakaj pa ga loba ni, ne? Ja? Pa rečem, i boš, da ga ni, ker bi ga itak, ne smem tega govoriti, itak bi ga sliko vzeli pa vrli dol, ne? Ja, mislim, bi mu Glede na- plačala pijačo, bi mu častila Ma pijačo. jaz častim vsem, ni problema. Ja. Mislim, imaš še cajt pridet, ne? Seveda. Ja. Veš, kaj me zanima? Martin Strel, on pravi, da je osvojil pol Hollywooda. A je osvojil tudi kaj tebe? Prva sem jaz tista, ko začnem, ko pokažem, da bi, ne, pokažem moškimi, če mi je všeč, ne? A ja, ti daš, ti Prva daš sem znak, jaz tista, daš ja. dovoljenje, ja, okej. Ampak dobro, lahko je on pol Hollywooda osvajal in svaka časa Martin Strel pa ni moj tip. A, ni A, tako. ni? Ne, Aha, okej. ne. Plavalci niso. Kljub Ne. vsem rekordom. Ja. Dobro, kaj pa recimo, ko pridejo te znani, a kdaj verjetno ne častiš vsem, a imaš koga, za katerega veš, da je res pustil veliko napitnino? Da je bil Ma res ja. radodaren? Ma ja, ne bomo zdaj govorili od gospodarstveniku, ne? Oni hočejo plačati, pa jaz nočem vzeti, ne? Aha. Nočem, pa sej, mi smo pač mi, ne? Ma napitnine smo dobili mi polhno, ampak ne bom zdaj o tem govorila. Ne. Ampak se nam, kakšno zgodbico pa lahko poveš? Toliko Ma zgodbic. kaj lahko povem? Kakšno Jaz, malenkost? recimo, ko že govorimo od napetnine, ne? Ja, Jaz lahko ja. samo to povem, da sem včasih v Levmu v Modrčku imela po 2 plače en večer ali pa eno, ne? To je lepa No, zgodba. No. kaj? Ja. To je si samo povedal tisti, So ki bili še časi niste. take, ko so se dajali moške, nekdo bo več dal. Pa sem si jaz mislila, hej, vi kar tlačite, ne? Bom že jaz tu. Še nekaj, za tisti, ki te ne vidijo, ker smo na radiju, te bodo lahko videli na YouTubu. Vem, da se to ne vprašam, ampak vidim, da si sproščena, da lahko poveš, kako imaš, kakšen je obseg prsi tvoj? Kakšno številko imaš? Raj se ne zmeri, ker sem cela široka, ne? Ne, ma modec, Prsi, modec. ne, ma prsi, ne moram jaz, bom povedati, koliko imam, kaj jih imam pol od zunaj, ne? Nimam modrca, da so celi noter, viš, pa robček, pa. Alora, če sta stali 2 plači, veste, koliko je bilo tega. Ja, veliko. Ja. ogromno, ogromno. V glavnem, včasih drugi cajti, zdaj drugi cajti ste razširili tudi na sobe. Za jesti imeli od zmerom, odkar ste štartali? No, v glavnem z naše hiše noben ni šel vlačen še. Včasih smo imeli ponudbo, recimo te domače stvari, pečenice, klobase, krvavice, in sploh. Tudi zdaj v zimskem času imamo, ampak v manjšem obsegu, ko zdaj so bile moderne pice in tako dalje. Ne, niti ne bi hoteli več tako imeti. Imamo pa dobre domače narezke. Jaz izhajam tam iz ene brkinske vasi Smrje, ker imam brate, pa pač redijo te domače stvari, te živali, prašiče, krave, vsega, no vsega. In potem mi tu kupimo in naredimo in ponudimo, predvsem več ponudimo in razdamo, kakor prodamo. No. Aha. Ker vsak, ki je pri nas, ko pride ekipca ali pa 2 ali pa 5 ali pa 8, ni važno, moj sin pred Simon, no bomo rekli, bomo ga nazivali Simonom, ne? Simon, Simon pred na Pladenčk,
in vsak ga postreže, malo klobasko. Za dobrodošlico in tako dalje. Za šinka, klobaske, nevažno kaj. Kaj lepo. Recimo. Kaj lepo. Tako. Povej se. Ja. Za ne prodati, ampak za dobrodošlico. pustiti, no, za Tako. dobrodošlico. Ja. Zdaj, ko pridejo te znane osebe, a so vsi prijazni, ker dosti ljudi ne mara teh športnikov, ne marajo teh politikov. Kako se oni obnašajo pri tebi? Pri meni so vse sproščeni. Moram pa reči, da samo... Kdo je bil ne? Šarc. Ja? Edino Šarca sem enkrat malo užrla, no, ker se je vsel z ekipo od zunaj, pa je prišel pa je rekel, no kaj se pa tukaj lahko dobi pri vas? Pa sem se rekel, veš kaj? Kaj boš tukaj 3 dni, da ti povem vse, kaj imamo in kaj ti lahko damo? Prav? Ne, ko mene tako, mislim, moreš mi tako reči. Ker Jano Morel smo vprašali, če slučajno Mirando lahko kaj razjezi. In Jana Morel je povedala tako. Ker je taka temperamentna ženska ona in se mi zdi, da kakšen kreten, bom rekla, ne vem, se ne zna obnašati ali teži ali kaj ga lami okoli. Meni se zdi, da ga je znala ona kar postrojiti pa postaviti na svoje mesto, veš. A si taka, Miranda? Zdaj rekla, ja. Sem. Ja? Ja, seveda. Torej, pri tebi z gosti Če ni ti bilo jaz težav. nudim Ja. našo dobroto in srce in veliko srce in in sploh, potem se normalno ne boš delal norca iz tega, prav, ker to nekaj pomeni. Sicer moram reči, da je malo, hvala Bogu, malo takih ljudi več, ne? Je pa bilo skozi leta, je bilo vsega, no. Ampak zapomni se pa tiste, ki so bili simpatični in dobri. Večina je takih. No. Ja. Dej, mogoče še to v naslednjem vklopu. Malo razmisli, kaj svetovati gostincem in gostinkam, da bodo boljši. Težko je to zdaj odgovoriti, zato ker gostincu in gostink je vse manj. Ja. Kaj imamo zdaj, Lora? Zdaj so te najemniki, ki se te lokale se dajejo v najem, tu sploh niso, da ne mislim kakšnega užalt, tu sploh niso gostinci, ne vem, probajo, kar je prav tudi, da probajo, ne? Ja. Večina čaka na zaslužk, na denar, in sploh. Pravi gostincu je pa vse manj, vse vidite tudi, ste slišali, tudi zapirajo se, glede zato, ker ni delovne sile in tako dalje, Ja. so pravi. Vse manj, ostale... Praviš, da so pravi gostinci. Kdo je pravi gostinci? Pravi gostinci je tisti, ko tu čuti, da je in ko se ubada z ljudmi tako, kot se, vsaj podobno tako, kot se mi. Torej, če hočejo imeti dober lokal in dober odnos z gosti, ne pridejo k Mirandi na Inštrukcije. inštrukcije. No, tako Ja. pravijo, no. A ben, Tako pravijo. no tako, ja, tako. Prav? In treba je biti prisoten, ne? Prisoten. Pa ne zato prisoten, da ti kontroliraš, Bog ne daj. Mi naše kerleca nismo nikoli kontrolirali. Zato sem vam rekla prej, da kako jaz izbiram. Jaz, ko začutim punco, da je pač lepo, mora izgledati, da je lepo urejena in tako. Ja. Ko je začutim, potem nikoli ne pomislim, da bi ona lahko nam kaj vzela. Nikoli še nismo, mi nobeni punci rekli, se nam krala, Torej, tako kot eni govorijo zaupaš, stalno. Ne? zaupaš. Ja, gremo na zaupanje. Bravo. In delamo kot ena družina. Lepo. Prav, ker naš lokal je družinski lokal in samo taki lokali bodo obstali, samo taki. Tako kot reče moj sin, veš kaj, Miranda, čez 10 let bojo ljudje plačevali zgodbe, ne pa pijačo. Pijačo imaš vse posod. Miranda, si šla kdaj na dopust? Jaz sem hodila na dopust z začetka, ko so bili še otroci majhni, ne? Ja, kam ste hodili? V Rabac. Na Rabac ste hodili. Ja. Zdaj? Ne, zdaj pa ne. Zdaj si tam. Nimaš Prisotna. kakšnih želja, da bi šla, ne Ne. vem, na Maldive pogledati? Nikoli, to če mi jih podarijo, jih nočem. Zakaj? Če bi ti jih Se podarili. bojiš leteti? Ne, nič se ne bojim, zato ker jaz se ne počutim srečna, da bi kam šla. Jaz hočem, da sem tam, kjer sem, da so vsi okoli mene, da je moja družina v redu, da vidim, da so v redu. Moja družina, moji gostje, moji prijatelji pridejo k meni, kaj ne jaz še več rabim. Jaz pač, meni reče, ja, ma ti si čudna. Nisem čudna, se jaz ne živim v zaprtnem prostoru doma. Jaz sem pri Mirandi in tam mi je najlepše na svete. A pridejo kakšni Kitajci, kdaj, ki pridejo samo zaradi tebe? Za to izjavo prej dam prav aplaus. Ja. Bravo. Kakšni Kitajci pridejo v Mirando samo zaradi tega, ker so slišali, da obstaja Miranda bar. Ma zakaj Kitajci? Ne vem, tako So vprašam. pa, se spomniš, Kristina, onih? Zato, ker je Kitajska spomniš? daleč, zato Ja. vprašam. Ja. Odkot so prišli, koga si zapolnila od Ma turistov? Japonci, pa Kitajci, ma vse so iz Filipinov, so Amerikanci, so Rusi. Ja. Vse. Naj Ja. povem tisti, ki poslušate samo, Imam. z nami je v studiu tudi kelnerca Kristina, ki je Ja. prišla skupaj z Mirando, ona jo samo opazuje.
in svetuje. Vi ste slišali, ste odgovorila. Ja, imamo polno teh gostov, je vse posod, ker imamo tam en klub, mislim ne klub, ker ima teh konjev, ki preskakujejo ovire, ki hodijo na tekmovanja in tako dalje. In tam hodijo trenirati taki tudi iz Dubaja in vse posod. Ne? Lahko je dobro, cel svet. Ja, cel svet, ja, in tudi pri nas spijo in jih, no. Jih nahranite in se imajo lepo. Ja. Tako. Dobijo kompleten tretma ala Miranda. Tako. Ja, vedno damo prostor tudi vam z SMS-i na 051 300 300. Vprašajte Mirando, če njihova glavna kelnarca Kristina Šefraj, pravi Roberto, oziroma sprašuje, a je? Ja, tudi še bo fraj. Če bojo taki frajeri hodili in klicali po telefoni, kot je on. Ja. Roberto, Ne bravo. pride, pa ne jo zasnubi, pa Ja. mogoče ne bo več fraj. Naslednji SMS, Miranda je kraljica, potem en velik objem Mirandici od Barbke in Brižit, ok? Potem, spoštovana Miranda, prepričana sem, da vas sedaj spremlja cela regija, ponosni smo na vaše srce, hvaležni za vašo toplino, izjemni ste, ostante naše sonce, Anita Knez, prijatelji. Hvala. In spoštovani, z veseljem, ali je možno gospod Mirando uživo spoštljivo pozdraviti, pravi Anita Knez. Ne bomo zdaj sprejemali telefonskih klicev, tako da Anita, oglasi se kaj pri Mirandi, ne? In pridi kaj spiti in pojesti. Ani tako, Miranda? Tako, absolutno vabljena. Dobro. Alora, v penzijo ne gremo. Kakšni so pol načrti za naprej, Miranda? Lej, kaj meni pomeni penzija? Tistih 800 evrov, če jaz v 2 dnevih ponucam. Kaj če meni penzija? Ja, pa kje ponucaš? Na frizuri? Ali kako tudi ponucaš? na frizuri, tudi. Ja? Jaz sem zelo tako, zgledam zelo kao skromna, ne, ma nisem. Sem zelo bohotna. Ni treba meni, da grem na Maldive trošiti. Ja. Jaz grem ven, pa potrošim Jurija. On je lahko pohotna doma. Ja, jaz sem lahko pohotna doma. Jaz preuščim za moj kruh ljudi in za mojo družino take stvari bogate, ko je treba doznarja odšteti za to in to je moja sreča. Miranda, kako te kličejo vnuki? Nona? Ja. Ne, prav v začetku, ko so slabo govorili, bo Miranda, ne, zdaj sem pa babi. Aha, babi. Okay. Babi si. Okay. Ja. Kam hodiš v frizerju? Ja, k frizerju hodim pa v Postojno, eni moji dolgoletni prijateljci. Ja. Veri, ne? Sicer je ona tudi že meni v penziji že na 30 let, če ne več, ampak že v ponedeljkih ima salon, zelo znan salon, no, je bil in je tudi še ostal, no. V ponedeljkih zdaj ona to frizira, čeprav je vse boli in je operirana na mirnah gor dol, ampak nekako nekako naredimo skupaj, da rata. Ne, Kaj takega. Kam pa hodiš na nohte? Nikamor, ko pride ena prijateljica, bomo malo pokrajšati, pa prelakirati imam svoje nohte, vidiš? Ja. Naj vam povemo, da so rdeči. Ja, absolutno. Niso črni, so rdeči. Se boste videli tudi na fotografiji na Instastoriju Radia 1. Reče meni ženske, joj, kako pa ti delaš s temi nohti? Jaz se, kaj se ne delam z nohti, delam z dušo. Ja. Miranda, kaj najrajši poješ? Kaj imaš najrajši? Ma nisem jaz tako zdaj. Zbirčna? Ma ne zbirčna, sem zbirčna. Si sama najboljše stvari kuhamo in pečemo, da imam zdaj. So pasali čase, veš, ko sem se nek želela, ne vem, tu, tretje. Ni več takih želja. Dobro, kaj pa recimo pri vas se da dobiti najboljšega za jesti? Imate kakšno hišno specialiteto? Glej, imamo domače pečenice, krvavice, klobase, zelje, prato, umreni, jetrca umreni, recimo, naredimo tu vse tako domače, ko je Kakšne bučke, kakšne malencane. Ma dej, prosim te, ne. Torej pridem samo jaz klepač, ali kako? Ja, se strinjam, se vprašam, ne, jaz jem tudi meso, sem me zanimalo, za tiste, ki ne jem mesa. Imamo vse domače meso, ribe, ne domače ribe, no. Jadranske ribe, jadranske škampete velike imamo radi, zelo radi in se trudim, da jih, no, imam dosti takih prijateljev, da jih dobim, ker se jih ne dobi. In tako, kakšno željo? Vsak dan sam najboljše jemo, kaj ne si želim? Imaš kakšno telefonsko številko od znanih politikov? A ti pustijo kakšno telefonsko? Ja, jemam. Od koga imaš? Ja, recimo, bom rekla, prvo od Pahorja, se mi skozi srčka pošilja. Lahko pokažem. Ti verjamemo. Ja. Miranda, hvala lepa za to energijo, za te krasne zgodbe in predvsem ti želimo še 1000 let. No, ne bo malo manj, ampak jaz bom zdaj tudi se vam zahvalila, pa vsem mojim gostom, ko so bili pri mene,
pri nas, v Miranda baru in obenem pa povabim tudi vse tiste, ko niso bili, ne pridejo, pa da se bojo imeli vsaj tiste pol ure ali pa uro ali pa 3 lepo v take naše družbe, v topli družbe s velikim srcem in tako dalje in tako dalje. No. Hvala lepa, Miranda. Vi lahko torkove večere in goste spremljate tudi na vseh podcastih, na YouTubeu Radia 1, na radio1.si, prav tako tudi Mirando in hvala, da ste bili tudi danes z nami. To je Radio 1 podcast.